Zdaj pa vabim ministra za finance Francija Križaniča, ki bo predstavil dve zadeve, ki se tičejo reševanja gradbeništva, in sicer predlog zakona spremembe zakona o poroštvih za financiranje investicij gospodarskih družb in pa uredbo o cenah javnih naročil. Minister, izvolite. Hvala lepa. Ni uredba, navodilo je. Smo se odločili, da bo to navodilo, ne uredba. Se pravi, glede na položaj na področju gradbeništva in sposobnost gradbenih podjetij, da nastopajo na javnih naročilih, je vlada sprejela sedaj novelo oziroma bo predlagala Državnemu zboru novelo zakona o poroštvih Republike Slovenije, ki bo omogočila tudi poroštvo za obratna sredstva, kadar podjetja nastopajo v postopku javnih naročil ali tudi v partnerskih odnosih kot dobavitelji, presega samo okvir gradbeništva. To poroštvo bo omogočalo kapitalsko ustreznost, dosegalo bo 60%. Zgornji limit sredstev bo 700 tisoč evrov, vendar se bo obnavljalo, ne bo pa preseglo 10 milijonov. Obenem bo na poroštvo, ko bo dodeljeno, vezana tudi kontrola, kako se izvaja ta kreditna linija pridobljena s tem poroštvom, in sicer finančno ministrstvo bo določilo skrbnika, ki bo v podjetju preverjal korektnost izvedbe tega projekta. Obenem pa bodo morali člani uprave tudi garantirati za 50% vsakokratnega obrata, to se pravi do 300 tisoč, z lastnim premoženjem oziroma z določeno varovalno klavzulo. S tem ne bi preprečili zlorabe, obenem pa okrepili kapitalsko ustreznost zlasti slovenske gradbene operative pri nastopih na večjih javnih naročilih doma in po svetu. Kadar se je pokazalo, da je podjetje, ki je pridobilo to poroštvo, kapitalsko slabo ustrezno, da ima pod 35% sredstev v kapitalu, v tem primeru bo moralo predložiti še načrt kapitalskega prestrukturiranja, se pravi pridobivanja dodatnega kapitala, da se okrepi in postane varnejše tudi z vidika plasmajo naprej na finančnem trgu. Mi si obetamo, da bo na ta način slovenski gradbeni sektor bistveno okrepljen pri svojih nastopih na domačem in tujem trgu, kar mu bo olajšalo pridobivanje novih poslov in izboljšalo tudi področje zaposlovanja in končno tudi javnofinančne prilive. Že na prejšnji seji vlade smo sprejeli navodilo Vlade Republike Slovenije v zvezi z naročanji gradenj in storitev povezanih z gradnjami, to pa se zadeva samo gradbeništvo, in v tem primeru seveda terjamo od naročnikov, da že pri sami izbiri svetovalca za naročilo in projektantske firme ugotovijo, da je ustrezno usposobljena in da je naročilo oblikovano tako, da se izračuna pravilno ceno, ki bo pokrila vse stroške delovanja gradnje in naprej vzdrževanja danega objekta. Obenem pa v samem javnem naročilu tudi to ceno šteje kot referenčno in vkolikor posamezne cene odstopajo od te referenčne cene navzdol za več kot 10%, naročnik izvede posebno preverjanje, kako je do tega prišlo, če ugotovi, da ne gre za neke tehnološke ali ekonomske vzvode, ki to obrazložujejo, ki omogočajo dejansko posameznemu izvajalcu bolj konkurenčen položaj, potem tako dampinško ponudbo, ki je dana pod ceno, izloči. To je sedaj na ravni navodila vlade naročnikom. V jesenskem zakonodajnem procesu bomo novelirali tudi zakon, ki bo zadevo postavil še bolj sankcioniral in tiste, ki bodo dejansko dodeljevali naročila pod ceno, tudi sankcioniral. Trenutno tega ne moremo, nimamo pravnega okvira in smo šli do navodila. Mi vendarle upamo, da bodo sedaj naročniki v večji meri pazili, da bodo dodeljevali projekte na način, ki bo izvajalcem omogočil, da projekt izvedejo. Še vedno je cena pomembna, ključna, vendar tista, ki je pod ocenjeno vrednostjo, se šteje, da je nerealna, kar nas je praksa v zadnjem letu izučila in padec gradbeništva
v tem letu je posledica tovrstne tekme. Hvala, minister. Vprašanje na te teme? Ja, Suzana. Ne, ravno na to temo, lahko vseeno. Načeloma na to. Če je vezano na sejo vlade. Kako komentirate predvideno jutrišnjo zamenjavo nadzornikov Darsa in kako bi lahko to vplivalo na upravo Darsa? Torej, jaz tu direktnih informacij nimam več. Z vodstvom Darsa imam redne kontakte, predvsem v zvezi z obnavljanjem kreditnih linij ali morebitnim izdajanjem obveznic za servisiranje dolga. Tako da v tem primeru me stalno servisirajo in tudi zakladnica je vključena v te razgovore. Za samo imenovanje nadzornika in tako naprej pa zdaj pristojna agencija za upravljanje kapitalskih deležev države. Če gre za torišče spora v zvezi s poravnavo podizvajalcem, je Ministrstvo za finance uradno mnenje dalo, da tam, kjer so bile garancije tudi za ta namen odprte, da bi tam seveda sedaj garancije morali biti sproščene. Je pa to od primera do primera. Tako da več pa ni v naši pristojnosti. Mirko? Novembra lani 5. ste tudi po seji vlade izjavili v zvezi z NLB-jem, da je posel, kjer je povsem jasno, da je prišlo do hudih napak Agroživ, ti zelo veliki krediti odobreni podjetju v Srbiji in da pričakujete, da bo v zvezi s tem nadzorni svet speljal svojo odgovornost. Zdaj po več kot pol leta je uprava vložila ovadbe proti neznanim storilcem. Ste morda presenečeni, da je trajalo toliko časa, pa še to bi vas vprašal, glede na to, da ste že novembra lani govorili o očitnih hudih napakah, kakšne informacije pravzaprav v zvezi s tem imate, če lahko malo več? Informacij s tem je precej. Jaz predlagam, da vam naša služba to pisno odgovori, ker bi zneske govoril na pamet. Jaz sem se pozanimal pri nadzornem svetu, ta je obravnaval to problematiko. Zdaj točno kakšne ukrepe je sprožil, pa nisem bil seznanjen, sem pa pričakoval, da bodo sproženi ukrepe. Odgovornosti kaže, da so. Predo, še kakšno vprašanje? Ja? Če lahko na eno drugo temo, glede prepovedi zaposlovanja v javnem sektorju, za koga vse bo ta pride minister za javno upravo, bo on bolj kompetenten. Ne bi se usklajevali tudi z vami v odgovoru za to? Ja, je naše ministrstvo, vendar bo pač premier o tem povedal. V redu, no, če še zadnje vprašanje za ministra, čisto zadnje. V bistvu me to zanima, glede take zgodbe, kot je ta Agroživ, pa nezmožnost na nek način, da bi NLB do sedaj v več kot pol leta dejansko od nekoga zahtevala odgovornost za nepravilnosti. To nič ne vpliva na stališče države, da pač takšno banko s takimi kadri dokapitaliziramo vedno, ko je to potrebno. Torej, gre za sistemsko banko in seveda je interes države, da je ta sistemska banka kapitalsko ustrezna in da ustrezno servisira slovensko gospodarstvo. Agencija za upravljanje kapitalskih deležev države pa ima dolžnost, da zagotovi preko nadzornega sveta ustrezne sankcije. V obdobju, preden je nastala, smo pač te sankcije zahtevali kar z finančnega ministrstva, zdaj pa to ona pelje. Še nekaj informacij na tem področju imam, zato sem vam jih povedal. Jaz pričakujem, da bo te sankcije tam, kjer so rezultati slabi, tudi izvajala in tam, kjer so dobri, da bo potem tudi nagrajevala. Vas preseneča, da po vsem tem času so ovadbe spisane proti neznanim storilcem. Srbski kriminalisti so vendarle govorili o konkretnih imenih znotraj NLB. Ja, bi moral imeti informacije, tako da najboljše, da vam dejansko to damo pisno, ker bi težko zdaj nekoga obtožil s tem, da sem tudi jaz imena slišal. Hvala, minister, za tole. Ko sem moja vprašanje včeraj bilo Jato Vektor ima zelo vroče trenutke, omenjeno tudi, da so vas obvestili in da ni prišlo od ministrstva niti odnosno odgovor. Obvestili o čem? Glede Jato Vektorja pač vprašanje. Ja, ampak kaj bi pa mi lahko naredili? Včeraj je bilo na Jato Vektorju izpostavljeno, da je direktor se obračal in na vaše ministrstvo, pa niste nikako reagirali. Kako ne bi pa reagirali? Strokovno pomočjo mnenja ureven. Ja, zasebna firma. To je zasebna firma, tako da. Zdaj, banke imajo določena pravila, kam plasirajo svoj denar.
čez ta pravila ne morejo iti. In naprej imajo seveda tudi možnosti, da podjetje, ki bi recimo delovalo, lahko tudi zelo hitro prevzamejo, izločijo lastnike, ki so ga spravili v težave. Mi imamo dobro prakso tukaj Alpos, tako da če bo šlo v tej smeri, potem bo lahko podjetje naprej živelo. To smo zdaj z novelami zakona, ki ga ima sicer Ministrstvo za pravosodje v svojem delokrogu izvedli in sedaj, če bo to tako teklo in če je dela dovolj, potem lahko podjetje naprej deluje. Finančno ministrstvo tu ne more zagotavljati sredstva. Hvala, minister, za te odgovore.